dan. Dober dan in dobrodošli na današnjem dogodku, ki ga gostimo za gimnazijo Brežice ter ekonomsko in trgovsko šolo Brežice. Naše poti z dijaki se nenehno pripletajo v obliki seznanjanja z e-viri in domoznanstvom. Naveza prirejanja prireditev se je skozi leta lepo razvijala in poteka že 5. leto zapovrstjo. Vsako leto v knjižnico Brežice v takšni priložnosti povabimo zanimivega gosta, ki nam nudi drugačen pogled na svet in na svojo zgodbo motivira. Tako smo tokrat v gostilno povabili izjemnega posameznika, ki mu premagovanje ovir nikakor ni tuje, Darka Đurića. Na Evropskem prvenstvu v plavanju za invalide je lani v Dublinu osvojil zlato medaljo in bil najhitrejši na 50 metrov prosto v kategoriji S4. V svojej zbirki ima večkratni udeleženec paraolimpijskih iger 2 odličji, z prejšnjega Evropskega prvenstva leta 2016, ko je bil srebrn na 100 metrov prosto in bronast na 200 metrov prosto. Aktiven je že od rane mladosti in se ne predstavlja, da bi v življenju obstal. Prisluhnimo njegovi pripovedi o izkušnjah, ki so ga motivirale in izoblikovale, ter ga še danes žene v uspehu. Sem tamle od zadaj gledal tole ozadje, tablo, in me malo spominja na moje osnovnošolske pa srednješolske dni, ko sem bil dežuren in sem za nadaljš škole tablo popisal, da smo kakšno minuto zgubili. A ste vi tudi kaj tako iznajdljivi? Jaz želim, oziroma, da ste tudi aktivni danes, da ne bom samo jaz govoril, tako da ne bo kdo zaspal vmes, verjamem, da ste utrujeni od šole. Tako da vam bom občasno postavil kakšno zaprto vprašanje. Zaprti vprašanje, veste, ko je to, da lahko odgovorite samo z ja in ne. Vi pa meni, če vam kaj pape na pamet, postavite odprti vprašanje, se pravi, tako da bom mogel kaj razlagati, ne da bom rekel samo ja ali pa ne. Zdaj v uvodu ste slišali kar nekaj stvari, ki vam mogoče niso jasne. S4, 100 metrov prosto, ki to verjetno poznate, plavanje za invalide, paraplavanje, paraolimpijske igre. Kaj te stvari poznate? Ste, skoraj ste. Se pravi, paraolimpijske igre. To je tekmovanje, olimpijske igre za športnike invalide. In se ne reče pač olimpijske igre za invalide, ampak se reče paraolimpijske igre, kar pomeni usporedne olimpijske igre. So se prvič zgodile leta, mislim, da 48, so bile samo za osebe z poškodbenim hrbtenjačem. No, in do zdaj, današnjega obdobja, se je ta športna panoga za invalide razvila do res profesionalne ravni in jaz imam kar srečo, da lahko v tem tisočletju nastopam kot športnik invalid, kot paraplavalec. In zakaj sem sploh športnik invalid? Ker sem se rodil brez obeh nog in ene roke. Kdo od vas me kaj pogooglal, če imam? Noben? No, mu lahko več povedal. Prav, rodil sem se, veste, koliko časa nazaj, vi ste vsi leta 2000 in manj? Vajen. No, da sem rodil leta 89, star sem 30 let. In imel sem to srečo ali pa nesrečo, da sta bila moja starša priseljenca, oba v zelo težki finančni situaciji. In ko sta videla, da imata otroka, ki se je rodil brez nog in brez roke, nista videla neke možnosti, da bi me vzgajala, zato sta se odločila skupaj socialna služba, da so me dali v rejništvo. Ko sem pri 2 letih prišel v Podbrezje, majhno vasico na Gorenjskem, tam je recimo nastala zelo znana slika Ivane Kobilce Poletje, to poznate verjetno, ne? Tako da sem imel priložnost odraščati na kmetiji s še 4 brati in sestrami, se pravi, imel sem 2 starejša brata in sestre in so mi bili nek velik zgled. Veronika in Milan sta me vzela k sebi, pri 2 letih sta imela pač te 4 svoje otroke in sta v bistvu, kot zdaj piše, da ne poznam jaz ovir, one dva nista poznala ovir, da bi mene vzela in mi dala in tak to podom in mi omogočila normalno mladost.
In seveda, ko sem odraščal z starejšimi brati in sestrami, veste, ko je to, te zmeraj kaj naučijo, so ti zgled, da te tudi kakšno traperijo naučijo. In meni je bil starejši brat Tomaž, on je leto pa pol starejši od mene, največji zgled v športu. Edino stvar, ki so mi rekli, zdravniki, da ne smem početi, bil sem astmatik, da ne smem noreti naokol, sem hotel početi. Hotel sem uslediti na igrišča, hotel sem z njimi igrati ping-pong in take stvari. In seveda, ker sem bil astmatik, sem imel redno kar hude napade, ampak ker so bili moje brate pa sestre kar iznajdljivi, so ugotovili, da če namesto dveh upihov, tiste kupce, ne vem, kako se reče, dajo 3, da me malo prej jasno popusti. Tako da so me zelo spodbujali k temu, da sem se dokazoval, predvsem v smislu, recimo, Darko, ti ne moraš splezati na drevo, pa sem jaz rekel, kot ta prav Balkanc, pa jaz ne moram, pa sem šel na drevo, pa sem bil pa kakšna mačka, pa nisem mogel dol zlesti. Ampak v življenju sem se naučil, da če nekaj ne probaš, ne veš, in če se ne potrudaš, če ne tvegaš, ne moraš nič profitirati. Tako da sem vedno poslušal tiste, ki so mi govorili, da ti nekaj lahko narediš, tiste, ki so mi pa govorili, da kaj ne moram, sem pa dokazoval ravno nasprotno. Recimo, že kot majhnemu otroku so mi rekli, da ne bom počel v življenju 3 stvari 100%. Da ne bom nikoli plaval, da ne bom nikoli vozil avta, pa da ne bom nikoli hodil. Hodam s pomočjo protez, so pač zaradi dobre in napredne tehnologije zelo uporabne. Vozim avto brez kakršnekoli predelave, samo avtomatik, za plavanje so vam pa že povedali, da imam kakšno medalje z velikih tekmovanj. In ko sem sploh prišel do tega, da sem danes tukaj pred vami, ko sem bil star 2 leti, sem dobil prve proteze. To niso bile take, ki jih imam danes, da imajo kolena, da imajo stopala, ki se upogibajo. To so bile čist navadne hodulje, podaljški, brez kolen, se pravi, vrcal sem naokoli kakšna majhna račka, velikrat sem na nos padel, ampak na Soči, rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani, so videli, da imam veliko željo po tem, da sem svoboden in so seveda veliko znanja vame vlagali ter mi omogočali zelo dobre oziroma vsako leto boljše proteze. Ko sem vsako leto, ko sem rastel, dobival nove noge, recimo kakšne punce ima to omari, koliko parov čevljev. Kar velik, no jaz imam 22-23 parov nog doma. Tako da sem ga 100 noga, oziroma čudež narave, rodil sem se brez in danes jih imam 22 parov. Ampak, zdaj, da ni bilo zelo enostavno se učiti hoditi. Veste, da če imate recimo kakšne bojzarje ali pa gorniške čevlje, znajo biti zelo neudobni, pa jih morate malo shoditi. Tudi pri mojih nogah je bilo tako, da sem jih recimo prvič, ki sem noge dobil, dal gor, so mi bile zelo tesne, so mi žulile, nisem jih maral nositi, nisem bil stabilen. Ampak starša, krušna starša, jaz ne rečem starša, ker sta me res vzgajala kot svojega otroka, sta vedno me vzgajala ne bom rekel, da s trdo roko, ampak z neko trmo, vztrajnostjo. In recimo, če sem jaz zdaj rekel, da kaj ne moram, če sem upopaval, bom rekel, da tista stvar, ki tam gor piše, ne drži čist 100%. Poznam ovire, ampak jih ne sprejemam. No in če sem daj rekel, da kaj ne moram, da recimo mi noge preveč žulijo, da so neuporabne, sta zahtevala od mene, da sem vadil. Danes bi mogoče me kakšna socialna služba odvzela, takrat pa na srečo tega ni bilo. In ko sem jaz jokal, ko sem padal, sem si kdaj tudi arkado razbil, sem se učil hoditi. In ravno zaradi njune vztrajnosti sem danes tukaj lahko hodil v bistvu brez težav po različnih terenih. Sicer učenje hoje zame še vedno traja, že 28 let, pa še bo verjetno celo življenje ostalo, da se kaj novega naučim, ampak kar mi največ pomeni, da sem lahko svoboden, da nisem omejen na voziček. Recimo leta 2017
sem bil v Ameriki, v Oklahomi, kjer sem se udeležil treninga hoje dvojnih nadkolenskih amputirancev. Američani, veste, imajo ogromen veteranov, ogromen ljudi in so se tudi specializirali za takšne poškodbe. In tam sem v bistvu dobil informacije z prve roke, kako se da hoditi s takimi protezami. Tako da imajo oni eno zelo zanimivo stvar. Verjetno poznate anonimne alkoholike, ne? Tam dobiš žetonček, če si ne vem koliko časa brez alkohola. No, te Američani so se pa spomnili novo stvar, da dobiš žetonček, pa pohvalo, če si določeno obdobje brez vozička. Se pravi, če se spravaš nazaj na noge. To sem jaz vedno zelo pogrešal v Sloveniji, da se malo bolj spodbuja to samostojnost, da se tudi nas invalide malo manj ulička in da se nas postavi pred lastne limite, da lahko vemo, dokje lahko gremo, ne da se nas zavija v vato in govori, ti pa to ne moreš, ono ne zmoreš, pazi, da se ne bo zobe razbil in tako naprej. Tam sem pa samo v Ameriki mogel podpisati, da karkoli se mi zgodi, da sem sam odgovoren za to, potem sem me poslali v hribe. Ne glih v strme hribe, ampak kar tak zahteven teren zame, recimo meter pa pol do 2 metra čez par skaz, plezati in tako naprej. Ampak ravno tam sem videl, da določene stvari, ki jih prej recimo nisem počel, sem se bolj držal ravnih terenov, da jih tudi lahko osvojim, tako da zdaj brez težav lahko tudi hodim po stopnicah, po bregu navzdol, navzgor, odvisno tudi od kondicije. Druga stvar, plavanje, šport, gibanje. Če kot majhen otrok sem že prej povedal, sem bratu sledil na vseh lokalnih igriščih. A imate vi starejše, mlajše brate? A ste kaj na igriščih? Malo manj, ne? Jaz sem šel na stare generacije. Sem še Vinetuja prav. Znate Vinetuja? Karl May. Malo manj, ne? No. In seveda sem bratu sledil na vseh teh njegovih podvigih, recimo nogomet, treniral rokomet, hodil na košarko, na ping-pong. Jaz sem pa se to od strani gledal in nisem hotel biti tam edini, ki sedi pa kraj, pa nič ne dela. Pa sem rekel, dajte me kar vključiti v igro, pa sem me bolj postavili. In seveda sem brez protez sedel na tleh, so se odločili, da mi lahko streljajo recimo do metra pa pol višine, da sem lahko branil. In so me lepo vključili v igro. Pa so pa seveda vsi zelo nižno streljali, pazili, da me ne bodo poškodovali. Pa sem rekel, dajte malo streliti bombo. Pa je tiskaj nogomet treniral bombo v strelu, pa sem šel povleci, zdaj je to v gol. In sem se s prejšnjimi protezami, so bile mehanske, sem se naučil streljati na gol. In sem recimo natreniral, da sem lahko 16 metrov podciljal prečko. Tudi za vid strelj sem znal dati, ampak če sem malo žogo zveri, še noge dol šla ka žoga. Leta 2009, ko sem bil v Rio de Janeiro, na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih, sem gledal lokalne nogometaše, so na peščeni tam plaži, ni bila njih Copacabana, ampak ena druga, so igrali nogomet, pa seveda sem se hotel malo pohvaliti, kako jaz dober fuzbal igram, tudi punce je bilo tam in so mi lepo postavili žogo, naredil kupček, tega nisem opazil in sem tisti kupček zadeval, da je žoga samo mečkem odskočila, pa se je fajn pokadil naokoli. Nasmejal sem celo plažo, ampak potrudil sem se pa. In seveda šport, ko sem sedel takole bratu na vseh igriščih, sem se vedno bolj hotel dokazovati. Vedno bolj sem hotel slediti, manj sem hotel nekih prilagoditev. Nisem pa vedel, da sploh obstaja šport invalidov. Včasih ni bilo še toliko dobrega marketinga in vsega po medijih, tako da sem mislil, okej, če bom branil tukaj na lokalnem igrišču, je to maksimum, da lahko športu naredim. In sem pa leta 2009 bil povabljen na trening sedeče odbojke. Zdaj vas povprašam, kdo pozna sedečo odbojko? No, tisti, ki ne poznate, to je čist
navadna odbojka, pri kateri sediš na tleh, igrišče je malo manjše, mreža je nižja, za moški mislim, da 1,15 m, za ženske 1,5 cm visoka. In ko se dotakneš žoge, moraš imeti rit na tleh. Jaz sem imel priložnost zaigrati z mladinsko reprezentanco na mladinskem svetovnem prvenstvu. Takrat je bil naš trener, selektor Adi Urnauth, veste pa, kdo je njegov sin, ne? Tine Urnauth. In Tine Urnauth je bil naš soigralec. Recimo, ko smo igrali proti Iranu, to je največja velesila v odbojki sedi na svetu, smo izgubili 25-3, 25-8, 25-5, večino točke pa dal Tine Urnauth, tako da tudi sam se lahko pohvalim, mislim, da s 2 točkama, ker sem imel tako slab servis, da ga niso znali ubiti. Tudi ekstremnega optimizma sem se naučil. Vsi pravijo, da Slovenci smo kdaj preskromni v športu, da si ne drznemo, ampak ko smo izgubljali prvi set 25-3, pa drugi set 25-5, smo se še zmeraj v garderobi drali, imamo to. Smo se stavili zelo dober set in osvojili 8 točk. No, kasneje sem se z odbojko nehal ukvarjati, ker z eno roko nisem bil glih konkurenčen pri osnovnih prvinah odbojke, tako da sem se začel ukvarjati s plavanjem. Zdaj, mogoče kdo ve, ko sem se sploh plavati naučil. Z eno roko pač ni mogoče plavati, ne? To so mi tako rekli tudi zelo priznani trenerji. In sem temu seveda verjel, tudi moji starši so temu verjeli in so me v vodo vedno poslali z, kako se to reče, šlauf, obroč, plavalni obroč. In s tistim sem seveda v vodi zelo užival, kadar sem šel preč brez tega obroča v vodo, so me mogli malo rešvati, ampak še zmeraj sem v vodi vedno zelo užival, nikoli nisem imel nekega hudega strahu. Ko sem bil pa star, mislim, da 10 let, leta 2000 smo bili v šolo v naravi v Pacogu. Jaz sem tam seveda bil neplavalec in sem skakal v vodo, v bazen in spremljevalc me je vedno ujel. In ko me enkrat ni ujel, preče pogledal, sem jaz skočil v vodo in sem v tistem trenutku splaval. Tako da to je zame toliko velik dogodek, da nisem mogel niti 5 minut počakati, ko sem mogel na telefon in domov poklicati, da plavam, pa mi niso verjeli. No, naslednji dan, oziroma 2 dni pozneje, sem dobil bronastega delfinčka, koliko je 25 metrov, koliko sem preplaval kravle. In seveda sem se že v tistem trenutku videl kot uspešen plavalec. In eno leto kasneje začel trenirati plavanje, kjer sem pa zdržal 3 tedne. Veste zakaj? Zato, ker je trenerka, ki mi je trenirala plavanje, rekla, da lahko rekreativno plavam, tekmovalno pa ne moram, ker ne moram z eno roko naravno splavati. Saj jaz sem precej vijugal naokoli, tako da sem rekel, ok, če pa rekreativno, pa jaz se tega ne bom šel, ker sem bil vedno zelo tekmovalen in sem si želel dosegati neke rezultate. Tako da sem takrat odnehal, potem se je pa zgodila odbojka, kjer sem se soočil s pravim športom invalidov. V istem letu po odbojki so me povabili na državno prvenstvo v plavanju za invalide, kjer sem pa čist brez treninga na 50 metrov prosto in tak zelo soliden čas odplaval. In so rekli, Darko, mogoče bi pa mogel plavati. Seveda se nisem strinjal z njimi, jaz sem rekel, ploščice ne nekdo drug šteje, jaz bom igral odbojko, ki je bolj zanimiva. Zdaj, če bi vi imeli na izbiro, kaj bi raje trenirali? Odbojko. Pa bi raje vsak dan 2 uri gledal ploščice. Ampak ko sem videl, da v odbojki ne bom konkurenčen, da tudi svoji igralci niso bili ravno navdušeni nad tekmovalnostjo, da so raje šli na kakšen cigaret papir, kot pa na trening, kljub temu, da so imeli dvorano čist bliz svojih domov. Potem sem se odločil, da bom poskusil s plavanjem. In sem začel trenirati leta 2007 v Radovljici. Tam je pa takrat trenirala najbolj znana slovenska plavalka. Veste, kira? Sara Isakovič. Ona je leta 2008 osvojila medalje na olimpijskih igrah, ki je še vedno edina medalja na olimpijskih igrah za Slovenijo v plavanju. In sem se jaz takrat rekel, ko sem njo gledal, da jaz bom pa tudi nekega dni medalje na olimpijskih igrah osvojil.
Tako da sem začel še bolj zavzeto trenirati, sem se začel vrščati na največja tekmovanja. Leta 2009 recimo sem na Evropskem prvenstvu bil že v finalu, na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih sem bil 3x5. Potem sem mislil, da sem največji car, ker sem bil finalist na veliki tekmi in nisem več toliko zelo treniral. Da sem potem na svetovnem prvenstvu komaj še prišel v finale leta 2010 v Eindhovenu na Nizozemskem. Ampak takrat sem pa videl enega plavalca, ki je v moji kategoriji plaval, oziroma še vedno plava, je imel pa isto poškodbo kot jaz. Mehičan, Gustavo Sanchez Martinez, on je bil 5 let mlajši od mene in je osvojil na tistem svetovnem prvenstvu 3 medalje. Jaz sem bil pa 7, pa 8, z veliko sekundami zaostanka. Sem si rekel, če on lahko, pa bom pa tudi jaz. In sem se preselil v Ljubljano, sem spremenil trenersko ekipo in leta 2011 na Evropskem prvenstvu osvojil prvo medaljo. Na 50 metrov delfin sem bil drugi, prehitel me je Čeh Petraček, ki je od tistega leta v bistvu bil moj velik konkurent. Leta 2012 na paraolimpijskih igrah sem temu Čehu oduzel svetovni rekord na 50 metrov delfin. Tudi na paraolimpijskih igrah sem bil 4., ampak takrat se nisem preveč sekiral, sem rekel, da še nisem dosti pripravljen na medaljo, tako da sem še bolj treniral. Potem sem pa leta 2016 šel na paraolimpijske igre z jasnim ciljem po medalji, pa je nisem osvojil, bil sem 4. Predvsem zato, ker sem se ukvarjal z konkurenco. Ker sem gledal druge, da imajo 2 roki, sem rekel, jaz pa ne moram proti njim tekmovati in sem se zunanjimi dejavniki obadal, tako da sem se samega sebe v bistvu premagal. Imel sem 2-krat zlato priložnost za medaljo, pa jo nisem osvojil. Sem še pozabil dodati, da sem leta 2013 na svetovnem prvenstvu bil 2-krat svetovni prvak. Predvsem nepričakovano vse premagal, tudi takrat mi je to malo glavo stopil, tako da so rezultati šli navzdol. Ampak po igrah v Rio de Janeiro leta 2016 sem si zadal, da je medalja na paraolimpijskih igrah moj edini cilj, tako da po manjši krizi sem se potem leta 2017 preselil na Nizozemsko, kjer sem treniral z njihovo reprezentanco, potem leta lani 2018 na Evropskem prvenstvu osvojil zlato medaljo na 50 metrov prosto. Tam sem pa spet eno neumnost naredil. Namreč na Evropsko prvenstvo sem prišel s 3 prvimi rezultati v moji kategoriji. Se pravi, bil sem prvi na lestvicah, na 50, 100 in 200 metrov prosto. Seveda, ko to treniraš in veš, da si dobro pripravljen, sem pričakoval, da bom 3 medalje brez težav osvojil. Potem sem imel prvo tekmo 100 metrov prosto in sem na obratu v finalu sem začel tekmovati z francoskim plavalcem, ker mi je začel malo hajati, sem postal živčen, zablokiral sem v, če lahko rečemo, plavalskem žargonu, požaral sem vodo in sem bil šele 5. Po tekmi sem bil toliko jezen nase, sem se pustil sprovocirati, da sem zlomil berglo. Tam sem me okoli rekel, da sem malo čuden, ampak naslednji dan sem imel novo priložnost, 50-metrsko razdaljo in sem rekel, treniral sem dobro, kaj ne naredil, tekmujem samim seboj. Sem skočil v bazen in vedno, ko sem vdihnil, sem zamižal, da nisem gledal konkurenta in na koncu so prišla z istim časom v cilj. To je pa tudi ena najbolj zanimivih tekem tistega prvenstva. Zdaj pa že treniram za naslednje paraolimpijske igre, bodo drugo leto v Tokiju, pa seveda Evropsko prvenstvo, ki bo tudi maja na Madeiri. In seveda si tam želim te svoje rezultate, ki sem jih že dosegel, izboljšati. Jaz sem pomenil, da so mi tudi rekli, da nikoli ne bom vozil avta. Ampak na srečo obstaja tehnologija in ko sem začel malo poprašati, če je to mogoče, da bi jaz vozil, so mi na Soči, kjer je v bistvu zdravnik zadolžen za voznike invalide, predlagal, da nabavimo sistem z joystickom. V bistvu sem z eno roko upravljal vse komande na avtomobilu, volan,
gas, zavoro in s tem joystickom sem bil prvi v Sloveniji, ki sem se sploh učil voziti. Tako da tudi inštruktor, ki me je učil, ni znal voziti tega avtomobila, da se v bistvu zgledala kot v kakšnih filmih, ko se učijo voziti, ko reče inštruktor, zdaj pa speljiva, so speljala in so se oba dva domač povedano zalimala na zice. Potem je začel noreti, pa sem malo zabremzal, pa se oba dva letela skozi okno skoraj. Ampak po nekih 20 urah na parkirišču sem včasih osvojil vse zakonitosti vožnje z joystickom, tako da so lahko šla varno na cesto. Mislil sem ga varno, potem količek so zbila, za par pešcev me je zelo nadrl. Ampak na koncu sem varno naredil izpit s prve in s tistim avtom prevozil več kot 200 000 kilometrov. Potem sem pa seveda videl, da je sistem joysticka malo zastarel. Bilo je že kar malo loterija, ko sem se noto sedel, da se bo avto naprej pelal nazaj, levo, desno. Ko sem začel malo razmišljati, da bi na drugačen način vozil, ker tisti sistem joystickom je stal kar 40 000 evrov. Sem rekel, še enkrat, pa ne bomo toliko naredili za predelavo in sem zaprosil za novo zdravniško spričevalo, češ, da bi lahko vozil s protezami. So rekli, to po Sloveniji ni mogoče, ni dovoljeno, ampak sem jim dokazal, da lahko z posebnimi elektronskimi koleni, kot jih zdaj uporabljam, da se da tudi varno voziti. Mogel sem na simulatorju upravljati kar nekaj testiranj, recimo različne vaje za reakcijski čas. In ko sem dokazal, da lahko varno vozim, so me dali še na Uransko, na varno vožnjo, kjer je inštruktor varne vožnje ocenil, da sem povsem varen za na cesto in zdaj lahko vozim avto brez kakršnekoli predelave skoraj z avtomatskim menjalnikom. Tako da to sem prvi v Sloveniji, oziroma mislim na celo Evropi, ki zdaj eno roko vozim, pa brez nog. Noge sicer ne možno upravljati. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, vas povabil, mogoče se nekaj pozabil povedati. Ste si že tako od nekaj želeli postati športnik, ali ste imeli vmes kakšne druge želje, kak klasične gasilci, kakor? Ja, kot otrok sem seveda sanjal, da bom vojak, da bom gasilc, pilot in vse tako naprej, ampak vojak sem lahko tudi veteran, ne. Tako da sem videl, da mogoče nekatere sanje niso ravno realne. Sem pa imel kar nekaj sošolcev in seveda sovaščanov prijateljev, so bili aktivni športniki, recimo poznate hokejista Žiga Jegliča, pa Boštjana Goričiča, pa v srednji šoli je bil moj sošolc Jaka Blažič. In ko sem videl vse te fante, da so hodili na treninge, kako so uživali v športu, sem si tudi sam želel, da bi bil enkrat znan športnik. Me pa verjetno rešil to, da imam posluha, recimo, če je za kaj zapojem Mihuško, da bi dal me Murko usta odprl. Enkrat so celo ocenil, da je on proti meni Pavaroti. Tudi Rišem bolj slabo, tako da nisem kot Ivana Kozilca, to sem v podprizjah odraščal. Tako da na srečo sem potem dobil priložnost se dokazovati v športu. Sem bil obkrožen z ljudmi, ki so me k temu spodbujali in mi v bistvu dal možnost, da sem se dokazal. Pa bi se vam pa zahvalil za pozornost, seveda vam zaželil vse dobro tudi v nadaljnjem šolanju in življenju, pa uživajte življenje.